Dober večer, da lepo počasi začnemo. Najprej bom jaz nekaj povedala, pa bom Moniki prepustila besedo, pa zaključile skupaj. Nekateri ste razstavo že videli, kolikor vas poznam, mogoče ne vsi. Razstava je v gradu Kizlštajn, o tem bom še kaj rekli. Skušali smo s to razstavo malo poseči nazaj, kako so se hranili takrat, ko so jedli tisto, kar so pridelali. In pridelali so pa lahko tisto, kar jim je ta naša gorenjska narava pustila. Če pogledamo Gorenjsko, tukaj je veliko nekoristnega sveta, gorskega sveta, kjer ni mogoče pridelati. Veliko je tudi strmin, kjer je težko obdelovati zemljo. Plodne doline okoli Kranja pa Radovljice je pa pač malo lažje obdelati in tudi boljše rodijo. Tako da okoli Kranja, Radovljice je bilo bolj poljedelstvo, drugod je bilo pa bolj živinoreja. Rekli smo, da so jedli, kar so pridelali. Tako po razmišljanju pravzaprav lahko bi naštevali razne jedi ali pa kakšne druge lastnosti, ampak se nam je zdelo, da za sodobnega človeka je pravzaprav največji izziv samooskrbnost. Se pravi, če proučimo, na čem je temeljila ta samooskrbnost včasih, mogoče najdemo kaj koristnega za današnje čase. Raziskava je tudi potekala v teh COVID časih, ko jo sploh so ratale druži silno modna muha in so sploh recepti bili glavna popularnost, ker smo vsi kuhali doma. V prvi fazi. V drugi fazi so pa, mislim, da veliko ljudje naročali. Se pravi, obdelovanje zemlje je bilo kar izziv zaradi te strmega terena, zaradi tega, ker zelo veliko gorenjskih vasi je na višji nadmorski višini in tudi tehnologija sama je bila kar precej stara. Marsikje je ta peščena, slabo rodovitna zemlja, še za Sorško polje so mi prepovedovali, da so pravzaprav šele v 20. stoletju z intenzivnim gnojenjem dosegali, da se jim je humusna plast povečala, da prej so pa kar naprej kopali kamne ven. In po oranju, se to mogoče malo poznate, ko se enkrat zorje, se je treba še malo poravnati, pobranati, potem pa dajo seme v zemljo, posejajo in je treba potem pleti. In če so prve stvari še moški počeli, je bilo pa pletje največkrat prav bolj žensko delo. Vidite, da tale možakar tukaj kadi, ženske imata pa motike v rokah. 20. stoletje je pravzaprav tistemu tehnološkemu napredku, ki se je začel z Marijo Terezijo, dal še poseben pospešek. Tudi zaradi tega, ker take strmenjive, kot je tale v Spodnjih Danjah, so včasih mogli vse z motiko obdelati, če so hoteli kaj z njive pobrati. V 20. stoletju so se pa pojavili škripci in so recimo lahko s konjem urali prek škripca. No tole ob koncu 20. stoletja je pa posnetek, ko so si pomagali kar z vitlom na traktorju. Jaz sem zelo vesela, da sem to doživela, kako to je šlo. Tako malo za okus pravzaprav, kakšen trud je bil potreben. Da je na njivi končno nekaj dozorelo in da so lahko šli žet. Žetev je bila en tak velik praznik. Tudi košnja je bila velik praznik. Takrat se je tudi boljš jedel, kot pa sicer ob vsakem dnevu. In če gremo kar naprej,
kaj so pravzaprav želi. Pšenico recimo v okolici Kranja, kaj malega okoli Radovljice, tudi kakšne presenetljive dobre rege so bile, recimo na Jezerskem so v glavnem ječmen imeli, ječmen pa ovs. Pšenico so pa pridelali na Jezerskem vrhu, tam je pa rodila. Važna je bila taka osončena lega pa dobra zemlja. Ne? Sicer kmetje pšenice niso dost pojedali. Bolj ko je šlo v 20. stoletje, bolj ko se je večalo blagostanje, več so pojedali. Bolj ko gremo v preteklost, Valvazor poroča, da so pekali kruh iz ajdove moke, ki so jo dodajali proseno in ovseno moko. Tak kruh lahko narediš samo z družmi, s kvasom, nemogoče. No, rž je bila povsod tam v višjih legah, kjer pšenica ne bi obrodila. Ampak rž dejansko lahko porabiš samo za kruh. Ne delamo ne ržene kaše, pa tudi moke za kaj drugega kot za kruh niso rabili. Nasprotno je pa ječmen bil celo ena taka bolj praznična žitarica. Ješprenj so recimo jedli ob nedeljah, bila tako bolj nedeljska jed, posebej, če je bilo kakšen košček mesa noter. Z ječmena so pekli kruh, z ječmena so delali močnik, zelo priljubljen na Jezerskem, recimo 18krat močnik, pol je bila pa nedelja, so rekli hlapci in so bežali od take hiše. Največ se je pa tukaj okrog Kranja pojedli kaše. Prosena kaša, otroška paša, mati naša, vsi mogoči taki pregovori so bili in dejansko je to izjemno zdrava hrana, še danes, in je tamle okrog Radovljice celo področje imenovano Kašarija, raven zaradi tega, ker so tudi kaše veliko pojedali. Ne dozori pa recimo v Bohinju, pa še kje na Gorenjskem. Oves je bil kruh revežev in predvsem krma za konje. Gorenjska je bila prevozniška dežela, furmanov je bilo veliko in so rabili ovs zlasti za konje. Kdor je pa jedel vsen kruh, je bil pa res reven, toliko bolj, ker ga niso znali sčistiti in so te lušine ovsenega zrna bile še vedno v kruhu noter in oče mi je pripovedoval, kako se mu je zapičil v grl in ga ni spravil proč. Ne. Tako, skratka, tak mal tečen kruh. Ne. Ajda. Ajdo opevajo naše ljudske pravice, da odkrmamo pa ajdo ni več lakote, ker seveda ne drži, lakote ni odkrmamo krompir. In ajda na Gorenjskem je bila predvsem moka. Moka za žgance, moka za to, da se je podmedel. Poznate ta izraz? Stare mame so vedno podmedle, zato da je bila jed bolj krepka. In ena taka podmedena jed je recimo rašavna, ki so jo otroci v bitnah pojedali toliko, da jo nekateri videti niso mogli, drugi se jo pa z nostalgijo spominjajo. Ta rašavna je preprosto prosena kaša, podmedena, skuhana skupaj z ajdovo moko. Ajdove kaše, ki jo imamo danes tako radi, pa jo tudi kuharji rajš kot prosena uporabljajo, pa Gorenjci nismo poznali. Če hočeš ajdo spraviti iz njene trde lušine ven, moraš kar veliko sile in znanja uporabiti. Jo je treba skuhati ali prepariti in potem stolčiti, da gre preč lušina. Tega Gorenjci nismo delali. In še taka mlada žitarica, če je ajda prišla v 15. stoletju, je koruza še kakšno stoletje kasneje prišla in je bila zelo dobrodošla zlasti recimo v Gornjesavski dolini pa v Bohinju. Zanimivo, da ji Bohinjci rečejo turšca, tako kot okrog Kranja, ker je prišla z Balkana, medtem ko v Gornjesavski dolini rečejo sirk. Sirk je sicer čist ena druga žitarica, ki je na videz podobna koruzi, ampak ne dela storžev, rodi pravzaprav
gor na vrh. Tisto, kar so zdaj semena, oziroma kaj ne rečem, cvet koruze, tam sirk naredi podobna zrna, kot je prosena kaša. No in ta sirk je bil v Gornjesavski dolini tako tudi 18-krat, ne, pa je bila pa nedela. V Bohinju so pa delali turščične žgance in jih imajo še danes radi in so to svojo trdinko obdržali do danes. Poleg žitaric človek potrebuje še stročnice, pa ima pravzaprav čisto vse, kar potrebuje. Recimo rumfordska juha, s katero so po napoleonskih zavzetjih Evrope oziroma po Waterlooju v eni grozni lakoti 1815, 16, 17 so z rumfordsko juho reveže obdrževali pri življenju. Tisti bogati so jo kuhali in razdeljevali, v njej so bile žitarice in stročnice. Imamo tudi iz strežišča, iz Šempetrske kapele, korc in tablo z napisom pa z receptom te juhe, tako da to je res naša dediščina, ne, ta rumfordska juha, čeprav se jo je izmislil en Američan, ki je v Nemčiji bil in na internetu se najde vse podatke. Stročnice naše gorenjske so bob, grh, leča. Zdaj na fotografiji imate bob, tudi v strokih še pa v zrnu. Ta stročnica ima zelo trdo in grenko lušino, tako da so jo zelo hitro zamenjali s fižolom, ki je prišel iz Amerike in ni bilo nobene drame okrog tega, tako kot s krompirjem. Ne. Pri živinoreji, ki je bila tako v teh gorskih vaseh najbolj izrazita, v Kranju pa v teh ravninskih vaseh so imeli pa vsaj nekaj krav, da so lahko mleko imeli, ne, je zapovedati predvsem, da imamo Gorenjci, zahvaljujoč Bohinjcem, svojo sorto krav. Tukaj je fotografija z leta 1925, na njej je bikec. Si predstavljate bikca, ki seže možakarju do prsi, še do grlane? To so izvirne bohinjske krave, ki so bile zelo primerne, ker jih ni bilo treba prav veliko futrati, pa so vseeno kar nekaj mleka dale. Ampak za umno kmetijstvo 19. stoletja to ni bila krava. Zato jo je bilo treba oplemenititi, izbrali so si tirolske bike, če se spomnite tirolskih krav, se jim vimena po tleh vlečejo, ne? In so dosegli več mesa in več mleka. Kravca je pa še zmeraj skromna in primerna za naše kraje. Ampak za prvo polovico 20. stoletja ta krava sploh ni bila primerna. In v socialistični državi jih niso imeli v vzrejnem programu, kmetje so pa drugače razmišljali, so pa imeli svoje bike in so pravzaprav ilegalno to vrsto krav obdržali. Tako da po letu 1991 so spet začeli z vzrejnim programom CIK in spet lahko vidimo na naših planinah take krave, ki se znajo obrniti v strmini in nimajo težav. Drobnica je bila pravzaprav alfa in omega prehrane, zato ker eno ovco ena družina že zmaže, ne? S kravo so pa pravzaprav zmeraj se mogli zmeniti, da so jo razdelili na več vaščanov. In tudi tukaj so jezerjani skupaj s Korošci oblikovali svojo ovco, jezersko-solčavske pasme. Značilno za to ovco je, da ima dobro volno, bistveno boljšo kot bovška ovca ali pa belokranjska pramenka, ki skoraj nimata volne, ampak imata bolj ščetine. In ta je pa res dobra volna, so tudi zelo različne ovce, ene imajo boljšo volno, druge manjšo, pa istočasno so tudi dobre mlekarce, da se da z njih kaj jih pomolsti in sirati. Domače gorenjske živali so tudi čebele, seveda z vsem tistim
dolžnim spoštovanjem do čebel in z neko strašno dolgo tradicijo. In kaj je še rodila gorenjska zemlja, kar so naši ljudje s pridom izkoristili? Sadje. Pa ne je šlo to za lesnike ali pa za potem gojene sadovnjake, ki so tudi pol v 18. in 19. stoletju bili zelo popularni. Mislim, da smo imeli na Kranjskem preko 100 vrst različnega sadja. In seveda tudi lešniki, orehi, to je vse delež pravzaprav še pred Marijo Terezije, ona je pa to še bolj pospešila, zaradi tega, ker so začeli takrat s kmetijstvom na eni taki bolj komercialni bazi. Ne. Potem pa vsi poznamo razne divje sadeže, od regrata spomlad do gob in kostanja jesen. To je bila hrana za nas, pa obenem ti gozdni sadeži od borovnic naprej, pa malin in to, tudi zaslužek za vse tiste revnejše vaščane, da so v bistvu si otroci lahko sami prek poletja zaslužili denar za vse šolske potrebščine, pa še za kakšno obleko. Svoje mesto pa mogoče še bolj kot v kmečki kuhinji imajo ti gozdni sadeži v meščanski. Ne. In zdaj, če imamo 4 letne čase na Gorenjskem, se pravzaprav 2 letna časa bolj malo pridela. Zato je nujno v poletnem obilju, jesenskem obilju hrano shranjevati. Živila tako pripraviti, da zdržijo več mesecev v obdobju, ko ne moreš ničesar dobiti v naravi in na njivi. Mi smo si pri razstavi pomagali precej z ilustracijami, Andrej Kečufar, tako da so malo bolj sočne, samo nekaj sem jih vključila tudi v to predavanje. Na razstavi je tudi kašta. Kašta za žito, to je ta skrinja, ki ima predale, globoke predale, v njo se spravi res kar zelo veliko žita. In tole je risba izvirne kašče v okolici Bleda, ki so jo že podarili. Predtem smo pa mi obe skrinji za žito in še to zasadje, ki je na sred, spravili v muzej. In ena od teh, v bistvu 2, ta veliko in ta malo, lahko zdaj vidite tudi v muzeju. Kašče so na Gorenjskem ravno zaradi te pomembnosti svoje najstarejša kmečka stavbna dediščina. S tistimi letnicami na Črnem Kalu je najstarejša hiša ima letnico nekaj čez 450, tam nekaj okrog. Pri nas na Gorenjskem pa Kašče 1537, najstarejša datirana kmetija, se pravi stanovanjska stavba, je pa 1609, Hlebanjeva. Tako da Kašče so, že ti potem kažejo tudi to pomembnost in so pravzaprav ves čas spremljale kmetije, take seveda, ki so imele zadosti zemlje, da so lahko kaščo napolnile. Ne. Tale je z Jezerskega, mrskakšna kmetija pa ni bila zadosti velika, da bi imela samostojno stavbo, v tem primeru je šlo pa za del hiše. Pomembno je bilo, da je imela kašča kletne prostore, v katere so dali ukopavine, se pravi repo, peso in krompir, korenje, in da so imeli potem suh, čist prostor, kjer so imeli pšenico in druga žita, pa sadje, suho sadje, zelišča, jajca so tudi shranjevali in pa seveda tudi potem mesene izdelke, ki so jih pa pripravljali prek zime. Kuhali se je do nedavnega na živem ognju, se pravi na ognjišču ali pa v krušni peči. Na ražnju so bolj malkrat, vola so dali na raženj za kakšne hude
župnijske oziroma farne slovesnosti. In črne kuhinje so bile za kuhati dokaj neprijetni prostori. Zato ne smemo zameriti kmečkim gospodinjam, če niso imele ne veselja, pa tudi časa ne, da bi kaj prav zelo dobro kuhale. Edin za praznično prehrano so se pa lahko zelo potrudile. Ker bistveno pravzaprav zato, da so s to hrano preživeli, s temi živili, ki so jih pridelali, preživeli, je bilo to, da so si jih razdelili preko celega leta. Da se je točno vedeli, kjer kos mesa bo prišel za pusta, kater bo prišel za veliko noč in kaj bo pravzaprav polet za delavce, ki so prišli pomagati, pa tudi, da bo še kaj ostalo za vse svete, recimo. Za peciva je bilo pa itak jasno, kaj bodo. Rekli so včasih, da se je kmet, da je imel 3 obroke v celem letu res praznične. In sicer za veliko noč zajtrk, za smen kosilo in za pusta večerjo. Vse drugo je pa že bilo bolj v kategoriji bolj vsakdanjega, tudi če je bilo meso pa pecivo, kar je bila običajno praznična prehrana. V vsakdanjih dneh je bilo pa tako, ko sem že parkrat ponovila, 18krat sok, se pravi močank, pa je bila nedelja. Ni bilo kakšne silne pestrosti. In v takem okolju pravzaprav je hrana bila pomembna. Praznične jedi so težko pričakovali. Zdaj svetopismo pravi, da glad delavca priganja. To je dejansko, to je bil vsakdan naših prednikov. Kropar ima eno krasno anekdoto, ali pa rek bi lahko rekli, ti, ko ste pa imeli za južno, ne vem, nisem v skledo gledal. Se ni bilo vredno, ne? Zakaj pa bi se svedel, če je bil 18krat sok, se si vedel, kaj bo, ne? Zakaj bi gledal. In zanimiv je, da so se med sabo klicali po hrani. To nam je v hranu za sitarje v Stražišču Matevž Oman, da so se imenovali recimo sok, pšelar, pšeno je v bistvu oluščeno proso, iz pšena se skuha kaša. Pšelar, ričet, mešta, medtem ko krop je bil pa Joža Bertoncelj še bolj gostobeseden, ali pa so bili kroparji toliko bolj junaki, no tudi malo starejši je bil od Matevža skoraj za pol stoletja. Da so tudi rekli Fržolovc, brata, Zabela in tako naprej, ne? Do Danke, ki so jo bolj redko kdaj jedli, ne? Se pravi klobase. In Joža Bertoncelj je temu dodal, da je verjeten bil to ves jedilnik, ker so ga sploh kroparski ljudje poznali. Oni so bili še za eno stopnjo nižje, kot pa kmečki ljudje, ki so si sami pridelali, ne. In da je dan na dan pri njih pel predvsem Fržolovc, Podmet, žganci so bili pa že juhuhu dobra jedne. Zdaj pa vabim Moniko, kolegico, da bo povedala kaj bolj sodobnega. Hvala lepa. Dovolite, da nadaljujem. Na naši razstavi sem jaz nekako bila zadolžena, da predstavim to globalno zgodbo prehrane, ki je seveda tudi Gorenjsko zajela v 20. stoletju. 20. stoletje je seveda čas izginjanja lokalnega, ko smo bili vse bolj podobni med seboj, pokrajine slovenske, sosednjimi državami in tako naprej. Seveda industrija, na velike izbire, predelana hrana, vse to je nekako globaliziralo tudi prehrano.
No in tukaj mogoče tako zelo zanimiva fotografija tri kmečke gospe pa kmet pri kavici. No. To bi bilo še pred drugo svetovno vojno seveda nepredstavljiv prizor, ampak to je nekaj vsakdanjega postalo. Po drugi strani pa ob temu, da je prehrana količinsko, kakovostno in tudi po raznovrstnosti nekako postala vse bolj bogata, vedno več izbire je bilo, je pa bilo nekako tudi nekaj drugih faktorjev, ki so vplivali na prehrambene navade, na način prehranjevanja, na ta dnevni ritem, ki ga je narekovala v bistvu zaposlitev izven doma. Vedno večji delež gorenjskega prebivalstva se je seveda preživljal izven doma v 20. stoletju, tam nekje pred drugo svetovno vojno ta zgornja Gorenjska, kjer je bila železarna in nekaj drugih obratov, je bila tretjina prebivalcev si je služila kruh pač v tovarni oziroma izven kmetij, na to nekako ta procent se je tudi tukaj okrog Kranja zelo hitro zviševal v 30 letih, seveda pa po drugi svetovni vojni smo v dveh desetletjih naprimer prišli na dobrih 10 oziroma 15-10% ljudi, ki se je še ukvarjalo s kmetijstvom, naprimer konec 60 let. Tako da je seveda en vir dohodka, ki je prišel vsak mesec, prej je bila Tatjana razlagala, kako je v bistvu kmet moral zelo racionalno ravnati s hrano, imeti v bistvu načrtovano, kdaj se bodo določeni pridelki porabili, pa je tukaj seveda splača v tovarni, v službi nekako omogočala, da se je nekako skozi mesec vsakdo določil, kako in si je sproti kupoval hrano. In seveda se je tudi preskrba, se je nekako spremenila, ljudje so hrano kupovali po novem v trgovinah. No, seveda hkrati z novim dnevnim ritmom službo, sploh pa, ko so se po drugi svetovni vojni v Kranju že tudi pred drugo vojno zaposlilo večina ženske, pa seveda bilo tudi pomembno, da se za kuho ni porabilo veliko časa, zaposlena ženska je morala hitro skuhati kosilo in poskrbeti za družino, tako naprimer ta članek iz Glasa Gorenjske leta 55, kako na hitrico nekaj skupaj vršti. No, s tem, ko so se ljudje priseljevali v mesta, ko so se gradile stolpnice, majhna stanovanja in ko je moralo biti vse čim bolj funkcionalno, so se seveda spremenile tudi kuhinje, bela kuhinja je postala nekaj vsakdanjega, električni štedilniki, modernizacija je prinesla gospodinjske aparate, kar je seveda olajšalo delo zaposlenim gospodinjam. No, tukaj na levi imamo kuhinjo iz leta 61 iz Zlatega polja v Kranju, to je bila taka tipična kuhinja, ki so jih v 60 letih v kranjske bloke vgrajevali. No, seveda, mogoče s kakšnim desetletjem zamika so se modernizirali tudi na kmetih, tako tukaj v 80 letih kmečka gospodinja z Grunta v Šenčurju ima seveda še štedilnik na drva, ki ga vidimo, da s pridom uporablja, ampak zraven je pralni stroj, zraven je električni štedilnik, tako da je bilo vse udobje, ki ga je nov čas prinesel. No, seveda hrana se ni več pridelovala doma, ampak se je kupovala v trgovinah, treba je bilo prehraniti številčno mestno prebivalstvo, tako je vsako večje mesto oziroma vsaj center regije dobilo tudi različne živilske obrate. V Kranju je bila na primer mlekarna že organizirala že v 30 letih, tukaj na Zlatem polju je bila odprta pekarna, ki se je kasneje preselila v Naklo, tovarna olja je bila v Britofu, tako da se je lahko dnevno preskrbelo številčno prebivalstvo. No, seveda s trgovinami pa postala pomembna tudi embalaža, še posebej v 60 letih, ko so moderne postale oziroma ko se je zelo hitro začelo uvajati samopostrežne trgovine.
je seveda moralo biti vse natehtano, že vnaprej pakirano, ker ni bilo trgovk, ki bi sproti strankam nekako pripravile živila. No in tako je bilo v trgovinah vedno več konzerv, embalaže, ampak embalaže, ki je bila večinoma papirnata, plastika je bila še zelo redek pojav pri embalaži. No, tukaj sem izpostavila tri izdelke oziroma embalaže, ki jih pri nas hranimo v muzeju. Dve od teh sta danes že skoraj kultna izdelka. No, te izdelki živilske industrije so nekako postali zelo zaželeni med ljudmi, tako moderni, konzervirana hrana, so jo propagirali kot tisto, kar je seveda olajšalo kuhanje, ampak seveda ni se pa seveda poudarjala tega, da tudi prehransko ni ne vem kaj od teh izdelkov bilo. No, če se seveda trgovina, kot sem jo že večkrat omenila, tisti glavni vir preskrbe z živili, že v 30 letih se je zelo hitro povečalo število špecerij, trgovin z mešanim blagom, predvsem na račun številčnega delavskega prebivalstva, naprimer predvsem v Kranju in v Tržiču je bilo to prebivalstvo zelo številčno. V Kranju mislim, da je bilo v 30 letih tam nekje preko 30 trgovin, ki so ponujale raznovrstno blago in med temi je bilo veliko špecerij. No, kot sem rekla, pa v 60 letih prve samopostrežne trgovine, ki so bile tak nek vrste modni hit, ki so jih propagirali kot nekaj, kot v bistvu zelo enostaven način preskrbe, ko se je lahko hitro nakupilo brez kakšnih velikih vrst in tako naprej. In seveda izbira je bila iz leta v leto večja izbira izdelkov. No, na vaseh so še te klasične trgovine vztrajale še vse v 80. leta, vsaka večja vas je imela seveda trgovino s pultom, ki ponavadi eno prodajalko, ki je obvladala vse to od tehtanja salame pa do vseh kruh, sadje, vse se je naročalo še vedno preko pulta. Na desni je pa nakupovalna gneča v soboto, malo večji kraj, Šenčur naprimer, tik preden so se veliki supermarketi pojavili, ko je bila ob sobotah, seveda nedelje so bile zaprte, trgovin je bilo do enih treba nabaviti vse, kar se je potrebovalo čez vikend oziroma večinoma tudi čez teden. No, tukaj smo potlej v 90-ih, osamosvojitev in ta izbira, neskončna izbira izdelkov, ne vem, 10 vrst jogurta, jagodnega jogurta različnih proizvajalcev. To so spodbujali tako sami trgovci, posebej tuje trgovske verige, ki so prihajale k nam v 90-ih letih. Seveda s povpraševanjem, spodbujanjem potrošnje pa so tudi nekako smo ljudje nekako postali kot nakupovanje hrane postalo neke vrste preživljanje prostega časa. Hkrati s tem, ko smo pa polnili vozičke, še polnimo vozičke s hrano in ko imamo neskončno izbiro, pa hkrati vozičke polnimo z neskončno plastične embalaže za enkratno uporabo, kar je danes eden glavnih problemov, ki ga nekako ne moremo rešiti. No, druga tema je pa bilo seveda prehranjevanje, če se je veliko časa preživelo izven doma, tudi prehranjevanje, kako je bilo, ko so še pred drugo svetovno vojno delavci imeli ne samo 8, ampak 10, včasih tudi 12-urni šiht in v tem času so imeli en odmor, da so pojedli običajno tisto, kar so prinesli s seboj. Naprimer, kolikor sem po teh različnih zapisih zasledila, so od vseh kranjskih tovarn pred drugo svetovno vojno samo v Jugo-Češki na Gorenji Savi imeli manjši prostor, kjer so delavci lahko se usedli in imeli so še celo na voljo in štedilnik, kjer so si lahko hrano pogreli. Seveda tudi njihova prehrana je bila skromna, običajno samo kruh, kakšna bela kava, žitna kava in kakšno sadje, poleti malo več izbire z različnimi solatami, pa seveda močnate jedi, različne kaše, kar so
prinesli v kanglicah od doma. Mogoče največ o prehrani delavcev je bilo še govora oziroma največ spominov na čas velike tekstilne stavke leta 1936, ko so se delavci pač zasedli tovarne in so se morali tudi sami organizirati pri hrani. No in takrat so se tudi kranjski trgovci, mesarji, peki zelo izkazali in jim pošiljali dnevno zaloge, da so lahko kuhali in pač prehranili vseh tistih več 100 delavcev, ki so tisti mesec stavkali. No, večinoma so bili v kranjskih tovarnah zaposleni ljudje iz širše okolice, so domov odhajali, kjer so pač imeli kosilo, veliko so te mladi še živeli seveda na kmetijah, svojih staršev, bratov, sester, ampak tisti, ki so si ustvarili družine, so pa okrog Kranja si postavljali majhne hiške, ti delavski predeli začnejo nastajati, no in kar nekaj spominov, kako so pripovedovali, da je bila njihova prehrana zelo skromna, gradili so, tako da posebej ženske so se velikokrat odpovedovali, da so tisto najboljšo hrano nekako prihranile za moške, ki so po službi običajno še doma na hiši delali. No, tisti, ki so se pa priselili v Kranj, naprimer, da so pač odkje druge prišli, je pa bilo na voljo tudi delavski dom ob Savi in je imel tudi svojo menzo, kjer so lahko pač povečerjali, imeli kosilo. No, po drugi vojni je pa seveda skrb za prehrano delavcev bilo predvsem v funkciji skrbi za njihovo zdravje, kar to je zagotavljalo višjo storilnost, storilnost je pa bila pogoj za to, da se je pač izpeljala povojna obnova, da so se gospodarski kazalci dvigovali, da se je seveda proizvedlo vedno več v tovarnah. No, sprva so imeli menze samo v največjih obratih v Iskri, tudi v tiskanini, čeprav po slikah sodeč, ki jih imamo pri nas v muzeju, je kar nekaj delavk še seboj nosilo hrano. Naprimer, govorila sem z delavkami, ki so bile zaposlene v Planiki, v tovarni čevljev in ena gospa mi je pripovedovala, da je še do leta 1965 seboj kar v časopisen papir prinesla ržen kruh, mogoče malo zaseke, s čebulo in kakšno kavo. Po letu 1965 so pa imeli tudi že prvo, tudi tam menzo. No, in tukaj nekaj prizorov menza v Iskri in v Peku v Tržiču. Večinoma so tam do 70-ih let v glavnem kuhali enolončnice, zelo enostavno hrano. Tam po letu 75, sploh pa v 80-ih letih pa je bila prehrana zelo raznovrstna oziroma je bilo vedno nekaj kos mesa, priloga, kakšna solata in tako naprej. Tako da je kar večji del tistih, s katerimi sem govorila, je kar pohvalil to prehrano, kaj je bilo na jedilnikih oziroma da so lahko tudi bone, ki so jih dobili za malico, zamenjali z raznovrstne salame, sire, ki so bili na voljo, če pač komu ni bilo do tega, da bi hodil na malico. No, seveda ljudje za zaposlene je bil glavni obrok še vedno kosilo, ki so ga jedli doma. No, ampak tisti, ki so se pa priselili v Kranj, naprimer iz Hrvaške, Srbije, Bosne, ki so živeli v samskih domovih, najetih sobah in tako naprej, je pa bil prav ta obrok marsikdaj, saj v tem začetnem delu, dokler si niso stanovanja uredili, v bistvu edini topel obrok v dnevu, tako da je bila ta tako imenovana družbena prehrana takrat zelo pomembna. No, seveda tudi otroci so pač dobili malico v šoli, tako kot na začetku zelo enostavno, tukaj naprimer v 60-ih letih v Stražišču pri razdeljevanju malice, pa te samopostrežne menze, ki so tudi naj bi ponujali ljudem čim bolj raznovrstne in bogate obroke po čim nižji ceni oziroma vsem dostopni ceni, kot so takrat poudarjali. No, tukaj smo pa prišli danes, tukaj pri vas, pri sosedih. Včasih si moramo kar fotografirati in da nekako, da se zavemo tistega, kar v bistvu vsak dan gledamo, mimo hodimo.
Tako da in na eni strani s priseljevanjem, pa seveda z vedno več tujih trgovskih verig, z vedno večjo ponudbo, hkrati so postale popularne nekatere jedi, ki so iz drugih kuhinj in nekako to se je vse zadnja desetletja mešalo, tako da je tukaj meni bilo zelo zanimivo, pač ta ponudnik hitre prehrane ima na meniju vse, od turškega kebaba do italijanske pice, hamburgerja, pač vse na enem mestu. Tako da nekako se mi zdi, nekako simbolizira današnjo ta prepletanje različnih kuhinj, ki jih nekako preskakujemo iz dneva v dan, kar nam pa seveda omogoča dostopnost vsakovrstnih živil. V vsakem trenutku lahko dobimo avokado z Mehike, pa sploh ne pomislimo pa na kašo iz naše okolice. No, mogoče pa v zadnjem času, mislim, da vedno bolj, da smo nekako, da se zavedamo, da je lokalna pridelava pomembna. Vseeno se mi zdi, da tukaj na Gorenjskem, saj tisti, pa tudi tisti, ki prebivamo na vasi, pa tudi tisti v mestu, nekako se zavedajo tega, da je pomembno nekako imeti vrt, saj nekaj pridelati, doma si pripraviti ozimnico. Mislim, da te spretnosti, ta zavedanje v vseh teh desetletjih nekako ni zamrlo in je vedno bolj prisotno. Ta lokalna ponudba je pa tudi nekako kmete sili, da propagirajo oziroma da nekako približajo svoje pridelke ljudem, da jih pritegnejo, da spet začnejo nekako nakupovati lokalno, tako kot naprimer ta kmet, ki je kar na steno svojega hleva nekako skušal en tak humoren oglasni slogan napisati. Zadnji del najnega predavanja v bistvu predstavlja ena predstavitev razstave, ki je na ogled v gradu Kieselstein, pa bom to kar prepustila Tatjani, ki je nekako najbolj pregled nad vsem. Hvala. Ja, tole je letak na razstavo, ki smo ga tudi vam dali, da si ga lahko vzamete domov, in zraven smo vam še zloženko pripravili, če niste še tega poznali. Takole smo si zamislili teh 24 brezmesnih jedi. Naslednji četrtek vabim na predavanje v grad, se pravi na Ulrihovo hišo, Vojnomirovo dvorano, bomo te jedi bolj natančno predstavili in obdelali. Sicer pa razstava je sledila že temu, kar sem vam danes sledi temu, kar smo danes že slišali, od pridelave do použivanja za skupno mizo in poudarja nekako to znanje. Ja, mogoče vam tako tlele še eno cvirk povem. Ko je Monika rekla, da so si ženske še pred drugo vojno, pa tudi še po njej, pretrgovale boljše stvari, da so moški jedli, ne? Izrek, kdor je božji, ta je sit, je Matevž Oman zabeležil skupaj s trditvijo, da pri sitarjih, ko je oče to rekel, je bilo treba odložiti žlice in nehati jesti, da je ostalo zadosti za očeta. Da je pa recimo pri jedi, če je oče ocenil, da v skledi ni zadost, bil sposoben tudi otroke poslati. Ti pejte tke, ti pejte narediti, ti pejte narediti, tako da je zadost ostalo za enega pa za ostale. Skratka, dejansko so pri hrani imeli prednost moški oziroma tisti, ki je služil za družino. Za otroke so rekli, da ne smejo mesa jesti, če ne jim bo možganska skorja trda ratala, ne. Pa verjetno se spomnite tudi, da tisti, ki ste malo starejši, da jajček je otrok dobil, če je bil bolan ali pa kadar je imel god. Ponekod je bila mama toliko dobra, da si je lahko izbral ali bo cvrtga ali bo kuhanega mehko. Tako da skupna miza je bila res ena prisila, ki je omogočala, da so preživeli s tistim, kar so pridelali.
Če ne bi bilo te skupne mize, bi so hrano zelo hitro pojedli. Ne? In ob skupni mizi je bila tudi morajna, ki je bila zaklenjena, pa kašča, ki je bila ravno tako zaklenjena. Ne? Zdaj o skoposti pa ne bomo, tam, ki je še žena mogla moža prositi, da je lahko dobila kilo krompirja iz kašče. Ne? Tudi to je bilo. Čas, ki ga je Monika predstavljala, je čas, ko ni bilo velikih razlik več. Vedno manjše razlike med kmečkim in pa med mestnim prebivalstvom. Še pred drugo vojno bi si težko predstavljali, da bi takle servis bil na kmetih. Mogoče pri kakšnih veleposestnikih, ki itak se niso šteli za kmete, ampak so se oblačili pomestno, kadar so šli k maš. Tole je iz zbirke Pirčeva barvarna in družina, poročno darilo županove hčere. In oprema kašče, tisto, kar je meni najbolj všeč, je pravzaprav to, da sva uspešno predstavljali soba poleg sobe, kaščo s samimi lesenimi, slamnatimi, pletenimi posodami in zraven kuhinjo in izložbo z obilo plastike. Se pravi, kašča, ki smo ji kar prilepili znak Zero Waste, ker dejansko na Gorenjskem, pa verjetno tudi v drugih krajih, je bilo tako, da se ni nič zavrgli. Ker ni bilo dobro za ljudi, so pa živali pojedle, pa ne bilo to za sadje, zelenjavo ali pa žitarce. Je bilo pač namenjeno za živali. Ta najboljš se je pa itak prodal za to, da so dobili denar za davke plačati, pa za kakšne gospodinjske izdatke, pa za kaj, kar so rabili, ne? Za napredek. In mislim, da za naše otroke je mogoče najbolj šokanten to, da se je pomivala brez raznih sredstev. Ne. Itak se je enkrat na leto, mogoče dvakrat, se pravi za pepelnico, pa mogoče še za božič, se je posoda z lugom iz pepela umila. Ali pa so jo kar s pepelom zdrgnali, da so odstranili, kar se je nabrali. Drugače pa niso pomivali z detergenti in tisto, kar je ostalo v skledi od pomivanja posode, so dobili prašiči, temu se reče pomije. Kakšni brevnejši imajo še slabe spomine, ker so pomije recimo iz teh javnih obratov nosili domov za prašiče, da so zredili pujsa s tem. Skratka, ta gorenjska varčnost je bila sistem. To ni bilo samo, rekla, lastnost enega človeka, ampak je bil sistem, po katerem so vsi živeli. Verjeten je pa ta gorenjska varčnost ratala tako škrtost, pregovorna, zato ker so Gorenjci imeli take nobel hiše, celo v nadstropja, jedli so pa tako skromno. To je bilo za Dolence nekaj nepojmljivega. Moja kolegica, recimo, ki je bila Dolenka pred mano, kustosinja Anka Novak, ki je glavnino tega, kar imamo na razstavi, izbrala, je rekla, da je samo strmela, kako Gorenjci slabo jejo. Pa v takih gradovih živijo. No in to je, se pravi, prej je zero waste, se pravi, ni odpadkov, vse se porabi, v najslabšem primeru za gnoj, to je pa zdaj sodobno življenje. Ne? In Andrejka Čufer je temu dodala eno karikaturo, leta 1900, ki je zadovoljno, zaradi tega, ker vsi odpadki od kosila koristno končajo, ne? In leto 2000, ki mu je neroden, ker toliko stane, ne veš, kam bi s tem šel. Ne? Razstava se zaključi z našimi najboljšimi gostilničarji oziroma kuharji, ker tudi oni pravzaprav zdaj sledijo ta samooskrbni
vidik, s tem, da sama oskrba zdaj ni na nivoju ene domačije, enega gospodinjstva, ene družine, ampak ta samooskrba zdaj gre bolj na lokalnem nivoju. Recimo Uroš Štefelin je eden od teh promotorjev Vila Podvin in njegov hotel Bistro v Radovljici, Vila Podvin v Mošnah, ne, oziroma v Podvinu, je sta pravzaprav dve lokaciji, ki odkupujeta od kmetov sistematično desetletja zdajle že domače pridelke in na ta način vzpodbujata tudi pridelavo. Zadnjič na Brdu smo imeli seminar o lokalni prehrani in je Uroš rekel, pripovedoval, kako so naštimali, dobesedno, vzpodbujali domače te proizvajalce, da bi piščance začeli rediti. Za gostilno to ni enostaven, ti ne moreš piščance imeti eno jato 50 piščancev, pa jih pokolaš pa drugo, ne? Ampak mora biti vsak teden ena določena količina. In so se organizirali in so tudi v tem zmagali. Tako da, če hočete domače piščance, jih zmeraj nekaj ostane, pa jih v Radovljici, v trgovinci tam pred vhodom v Staro mesto se da dobiti. Skratka, tako imamo tudi drugi potem nekaj od tega, ne? Da ni treba kupovati onih piščancev, ki imajo pol kile, ampak te, ko so konkretni piščanci, imajo 3 kile. To so tudi neke navade, ne, ki so bile, pa jih zdaj ni več, pa jih mogoče lahko spet obujamo. In tudi gostilna Krištof v Predosljah imajo en sistem prek Zavoda Stonoga, da te lokalne pridelovalce spodbujajo s tem, da zbirajo naročila prek spleta in da lahko tisto, ki naroči, svojo gajbico prevzame kadarkoli v hiši, v špajzi za gostilno. Dobi pač ključ in pride in svoje vzame, ne. To so neke sodobne oblike, ki omogočajo, ki spodbujajo lokalno pridelavo in tudi omogočajo pravzaprav porabo tega lokalnega, ne. To je, mislim, zdi tudi tak eno upanje v prihodnosti, ne, da ne bomo pravzaprav imeli toliko plastike, da ne bomo mi povzročali kitom in drugim ribam težave, ne, da ne bo se ta ocean plastike sred tega oceana povečeval, ampak da tudi mi lahko nekaj naredimo za to. Jaz se vam zahvaljujem v imenu obeh, da ste prišli, da ste naju poslušali in vaju vabim še, da si razstavo pogledate, če si jo še niste. V torek ob 6. imamo javno vodstvo po razstavi, poglejte si še pri nas na našo spletno stran. V četrtek pa še eno predavanje, ne. Tako da lepo povabljeni, da še naprej sledite, kaj počnemo. Hvala vam, hvala tudi za povabilo.